Če bi pa ne imeli enih takih internacionalnih, ali kako se reče, že tih umestnih for, ali tam lokalnih, ali kako se reče, a veš, tako greš tam po cesti. Dobro dan, iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Pa sam pa tja. Nikola Damjanić in Tomaž Glažar, do nedavnega še člana nadzornega sveta RTV Slovenija, sta na novinarski konferenci pojasnila razloge za odstop z te funkcije. Bi človek mislil, da bo kaj laufal, pa nič ne laufa. Kot je povedal Damjanić, odstopata zaradi po njunem nepravilne porabe razvojnih sredstev RTV Slovenija. A si ti čuv, kaj je to razvoj? Razvoj je, da ti vzemeš šajtrgova, greš grta, pa gnoj nabažiš noter, pa ga odpelješ, pa ga butneš pred vrate od župana enega. Tako je naš sosed naredil en bar sam posega, pa kar prijeli. Jaz mislim, da to pa ne bo se nehalo nikoli ti spaja. Trepaš, kak avto ima dan. Zadnja zadeva je bila ravno povezana s to nadaljevanko danes dol, jutri gor, ko je 2 dni pred sklepom nadzornega sveta, oziroma soglasjem nadzornega sveta za koriščenje teh razvojnih sredstev, direktor televizije na programskem svetu, kjer je šel tam iskat soglasje programskega sveta za to nadaljevanko, trdil, da so neka ta sredstva že pravzaprav od neka ekstra sredstva rezervirana od strasti. Tako je bil pa rečen, na 35. seji pa nadzorni svet eksplicitno ta sredstva, ki so bila prvotno namenjena za nadaljevanko strasti, vrnil nazaj v razvojni sklad. Se pravi, so bili na razpolago vsem, ne pa tem nadaljevankam. Odstop 2 članov nadzornega sveta je komentiral tudi poslanec stranke Zares Franko Juri. Grizana butl, a ne vidiš, da imajo zlatega slona, tam kako se pa ti obnašaš. Ne moreš se delati tole tako, da si ta najbolj ta glavni od vseh 4, tole. Kaj si 4? 1, 2, 3, 4, pa jaz znaš štet, je bilo mastno. Poslanec stranke Zares Franko Juri. Pošla tu grdo. Ta odstop je morda manj presenetljiv kot Sanaderjev, kaj ti dokazuje to, kar pravzaprav smo že očitali vodstvu RTV-ja, tudi v razpravah v matičnem odboru v Državnem zboru, ko smo ocenjevali, pregledali oziroma diskutirali o poročilu nadzornega sveta. Že takrat je bilo evidentno, da je veliko nedorečenosti, nedoslednosti in morda tudi nepravilnosti pri porabi razvojnih sredstev RTV-ja. Zdaj se je to v bistvu izkazalo kot dejstvo, čeprav so neomajno zanikali in tudi o podpori politične opozicije, ki je obstruirala takratno sejo, je postalo jasno, da gre bolj za obrambo neke politične trdnjave, ki jo sestavlja del vodstva RTV-ja in da je veliko problemov. Veš, jaz sem to že skozi govorila, mene sem noben dni poslušal, jaz sem pisala onim tam na RTV Slovenija, zanč Embart, pa že nisem nič dobra nazaj, sem mislila, klinci bi se lahko poklical, sem poslala številko telefonsko, pa vse. Ker si klicala, dajo pod klobukom. Ne, klicala sem tota, pa sem rekla, dober dan, teta pri telefonu, pa če mi lahko vežejo grta, na one, ko so imajo za odgovore, kak je pa imaš, zakaj pa te jaz ne bi smela, a veš ti, da to pa so bile osnovne človekove pravice, zakaj pa te jaz ne bi smela me tole šihtale. Pa sem pa klicala to, da tota, pa so se oglasili, ena teta se oglasila, pa je pa rekla, sam malo vežem, pa je pa še naprej me nekam veza, bila pa kar neka muzika, pa nek Mario, pa to se je rolo od zadnji, sem se rekla, a ste vi kresi, ali kaj se zabavate, tole mi dol impuls zažrete, ko sem klicala z onega navadnega telefona. Pa sem klicala, pa še kar ena muzika tam od zadnji, una iz one od Marija, to je oddaja, a veš ko je, a veš ti ono oddajo, poznaš? Pogodboma. Jedi enkrat tota pogledat pa v švidu. Kot ste verjetno že opazili, sta Kongresni trg in Park Zvezda že nekaj dni povsem zaprta za mimoidoče, kot tudi Zmajski most in tunel pod gradom. Že nekaj časa je namreč znano, da se bo na tem območju zgradila podzemna garaža, a pred gradbinci so na vrsti arheologi in njihove lopate, krampi, bagrčki in včasih tudi čopiči. Arheologinja Jožica Hrustelj, Jadranka Juras Lukalajk, nam je pojasnila, kaj so pravzaprav že našli. A že pa se mi pa noben ni javil, pa jaz še kar kličem, pa je rekla ona teta že ne 10-tič, da že veže, sem pa rekla, da nam je 100 prišla v Ljubljano, vas mi je zavezala, ti prasci, nemarni. Predmetov smo našli ogromno, kar se pa arheologije oziroma struktur tiče, smo našli pa že na tem delu ostanke pozno antične hiše. Vprašanje, kaj je ta hiša bila.
ker je bila zelo poškodovana, zelo uničena. Zraven hiše je stal vodnjak, ki je bil tudi že zelo uničen. In sicer to smo datirali na podlagi najb tam v 4. stoletje našega štetja. Kar se pa samih najb tiče, pa v bistvu ogromno antičnih predmetov, uporabnih, nakita za pesnice, lasnice, skratka dele noše, kot tudi ostanke keramičnega posodja, gradbenega materiala, svetilk keramičnih. Marsikaj v glavnem iz tistega časa, ja. No, a vidiš, lej, moja pogodba. Zdaj pa gledaš tole, kaj piše, lej. Ja, piše. Da imam jaz, Vita Korošec Vejca, vso pravico, da koristim regionalne kvote. Super. Tudi Ljubljančani smo regionalci, tako da... Ti si tudi en regionalc, marginalc, ali kako se reče, ka. Beri zdaj, če vidiš, da mi piše tole, da jaz ne smem brati, ker pač nimam govorne vaje. Sam ni meni jasno. V čistilni akciji mariborske občine, ki se je odločila počistiti obrežje Drave od Sodnega stolpa do Melskega mostu, je pred slabim mesecem na Lentu padlo več kot 40 vrb. Smrtna obsodba pa menda čaka tudi preostalih 5 žalujk. Zato je društvo Ljubor, Združenje za kulturo bivanja Mariborčane pozvalo k druženju z vrbami in podpisu peticije, ki bi preprečila odstranitev zadnjih vrb. Da ti nem jaz poslala, Grta, na mi smo tudi vrbe zgubili v Ljubljani, vrbe. Se zajebavaš ti. Ne moreš vrbe govori, to se prav norce delaš, zihar obstaja kak zakon, kje, ko ne smeš, ti si norce delati iz mene. Zihar Danes smo tukaj zato, ker se ne strinjamo s tem, da se drevesa podirajo. Mi nismo tukaj z namenom, da bi bili proti človeku, torej proti županu Kanglerju, ampak smo tukaj zato, ker smo za drevesa. To pomeni, da kakršnakoli oblika življenja, ki ni človeška, se v zadnjih letih popolnoma negira. Drevesa se podirajo, ne glede na to, kakršnikoli so argumenti. Dejstvo pa je, da v mestu živi več kot samo en človek oziroma več kot samo 10 ljudi. In jaz mislim, da za kakršnokoli odločitev je pomembno soglasje večine, ne pa manjšine, ki zmotno odloča o mnenju tistih, ki se ne strinjamo, kot v tem primeru, da drevesa padajo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Sam. Lej, šlatat me tudi ne smeš. Kdo te šlato? Noben te ne bi šlato, tudi če bi ga prosila. To ni šlatanje. Ni to šlatanje. A je bilo to šlatanje? Kaj pa te je drugega? Tisto trgovec tih bot nimaš. Ne, povej, boj. Minulo soboto se je v Motovunu odvil Input Fest, na katerem je nastopil Edo Majka s Frankiem in DJ Soulom. Irina ga je vprašala, ali res načrtuje predelavo Sevdalink, in tule je njegov odgovor. Se pa ni nujno, da me ti spolno nadleguješ, pa te kdo si, če me pošlataš, si pošlato, si me pa prej. Pošlata se po sekundarnih spolnih znakih. Dej se pametnega, zdaj prsniti krese. Kaj pa se te sme človek se užgat ne sme, ali kaj? Ne smeš užgat. Znači ti jaz tole naredim me šlatanje. Šlato si mene. Nisem te šlat. Ja, ti si mene zdaj šlat. Ne mislim se baviti sevdanom, ako se ljudi misle špjevat sevdane, ipak ja to ne znam. Ali dobro sprema za nešto interesantno. Sevdah te oduševljava? Oduševljava me zato što Sevdah ima totalno istu emociju kako ima i blues i kako ima i reggae. Ja reggae obožavam, stvarno i u Baga sam krug iz tog razloga. Ja stvarno volim repet na reggae, radit reggae muziku. Tako da, šta ja znam, Sevdah mi ima baš tu istu liniju, znaš, ja volim. To je ona čista ljubav, ona najobičnija, znači ženo volim te, raspadam se bez tebe, znaš to mi je dobro, to mi je stvarno sve. Da se kiriki, dobar kao burek snaga, poslije skrivama grad, dok užima muzike, ovo je nešto napaljena plot. Ovo si kiriki, sve dobiva problemi, pa sad je gotovo za sva vremena. Suce si ja život, ponovo je lijep, jedno majka roka. Neki prase! Še vreme! Nač vreme, svija, grda, svija! Mama! Starko si mi
svija! Zadnjič si bila danes v vesteh. Ti